Spoštovani župan, sinoči ste s prižigom lučk Ljubljani nadeli slavnostno podobo. Vstopamo v prednovoletni čas. Kakšno leto je za nami, kakšno leto je za Ljubljano? Torej, jaz sem prepričan, da je leto v Sloveniji bilo izjemno dobro, za razliko od Evrope, za razliko od sveta. Mi smo imeli mir, kar se mi zdi ena kategorija, ki je treba vedno izpostaviti. Veliko dobrih stvari se je zgodilo. Na nivoju države dobili smo kar nekaj zakonov, ki so pomagali ljudem. Kar se pa tiče mesta, je pa leto bilo izjemno, res izjemno dobro. Zahvala mojim sodelavcem, govorim pa tako o upravi, mestni upravi, kot naših zavodih, naših podjetij. Mislim, da je to, kar smo vsa leta ustvarjali, se pravi medsebojno sodelovanje, da v bistvu daje sadove. Tako bi naštel vse naše projekte, ampak leto je prekrasno. Tisto, kar si jaz želim v tem decembru po teh naših lučkah, je to, da bi bilo tako kot lani. Lani smo imeli decembra meseca milijon obiskovalcev, govorim v centru mesta, samo na Silvestrovo 100.000, ampak kar mi je najbolj pomembno, 100.000 obiskovalcev, ne da povem od kje, ker so bili tako iz Ljubljane, Slovenije kot iz sveta, brez enega incidenta. In to je tisto, kar je Ljubljana, po mojem mnenju, izjema v Evropi. Župan, na tej točki vas moramo vprašati. Ljubljana je najlepše mesto, govorili smo tudi, da najvarnejše. A je po zadnjem incidentu, ki se je zgodil, lahko govorimo enako? Da. Treba vedeti, da smo še vedno v primerjavi s katerokoli državo v Evropi, katerikoli mesto v Evropi, to smo ohranili, to najvarnejše mesto. In noben incident, ki mora biti kaznovan, tisti, ki ga naredi, to, kar se je zgodilo, je nerazumno dejanje, pač mora odgovarjati. Tudi brez tega zakona, ki je zdaj sprejet zaradi problematike na Dolenjskem, mislim, da zakon da eno sporočilno vrednost, da bo vsak prevzel odgovornost za svoje dejanje, ampak tudi brez tega zakona, tak je to naredil, je absolutno kriv. Dejstvo je, da ga je policija dobila še isti dan, seveda. Moram povedati, da je naš voznik v izjemno dobrih, kvalitetnih rokah na UKC-ju, ki se jim zahvaljujem za to, kar so naredili. In tudi odziv naših voznikov, v LPP-ju, vi morate vedeti, da ko so spraševali neke sindikaliste, izven LPP-ja, naši imajo drugo mnenje, da skrb za tovariša, za partnerja, za sovoznika, ampak še vedno pravim, to je izjema, to ni pravilo, ker mi smo imeli v tem mesecu dva taka dogodka, ki sta bila javnosti odmevna. Eden je ta, pravim, voznik je dobil najboljšo oskrbo v UKC-ju, in drugi je bil tisti, ko je voznik zaklenil avtobus, ko je en starejši gospod poskušal eni punčki, v bistvu, karkoli je bilo, niti ne vem, ampak na opozorilo enega od potnikov, je voznik zaklenil, počakal intervencijo in to imajo. LPP ima akademijo, kjer je tudi ena od točk, ne samo vožnja, kako se vozi, mi tekmujemo po Evropi, in dobivamo prve nagrade, ampak tudi ta odnos, pogled človeka v oči, ki pride, treba sporočiti, naši vozniki so ljudje. Vse ankete nam kažejo, zadovoljstvo uporabnika LPP vsako leto raste. Beremo razne, ampak da, tudi po takem incidentu, ki je izjema, tak incident je tudi moja prošnja za december mesec. Bodite pozorni na svoje stvari, bodite pozorni v družbi, če se kaj dogaja, kličite policijo, redarje, tako da bi preprečili tako možnost. Mi takih ekscesov, ko je bilo po Evropi, pa nočem zdaj pozivati, da kdo zapelje kam, absolutno je pri nas, po mojem mnenju, praktično ni nobene taka želja. In ta dejanja nezakonita povsod rastejo. Nažalost povsod rastejo, tudi nas se dotaknejo, ampak kljub vsemu, še vedno stojim na tem. No, in ko smo že pri tej tematiki, vi nedvomno imate nekaj izkušnje z Romi iz preteklosti.
Vendarle, kako komentirate to zadnje dogajanje na Dolenjskem v Novem mestu? Kje vidite razloge zanj? Desetletja se v bistvu ta problematika ni reševala tako kot v Prekmurju. Treba to povedati, da so osnove, kar tudi zakon zdaj pove in se ga mi držimo v Ljubljani tudi z našimi nevrojah, da otroci morajo biti obvezno v vrtcih in šolah, če pač dobivajo to, kar dobivajo. In dejstvo je tudi, da se da pomagati tudi na način, da se ta naselja legalizirajo. Jaz nočem delati primerjave z našim naseljem v Ljubljani, ampak mi smo, če gledam to, skoraj 1000 objektov, zgrajenih na črno, sanacijskimi programi legalizirali. Se pravi, da moraš priliko. Jaz si ne znam predstavljati, da bi našim v Rojah ne dobavljal vode. Vodo morajo dobiti. Imajo kontejner za smeti, ker ga vozimo, ne. Ampak osnove šole, vrtci, ta legalizacija mora pomeniti, moraš imeti vodo, moraš imeti kanalizacijo, ampak moraš tudi plačevati. In dati to priliko, da mora biti v šoli, mora biti v vrtcu, tudi to, kar je zdaj z mladoletnimi mamicami, kar je bilo sporočeno. Nekako se mi zdi, da, pa ne hočem zdaj kazati prstom nobenega, v principu ne vidim, zakaj bi bilo na enem koncu, ta isti Slovenci, ker ne pozabiti, Romi so tudi Slovenci. Jaz jih ne delim, Tam, ko sem jaz se rodil, jaz sem živel zraven ciganov, in vedno dobre odnose, tudi tu, Ampak pravim, zakaj je različen v enem drugem kraju? In tle se moramo potruditi vse strukture, ki delajo od vlade, pa do pravosodja, policije, do županov. Omogočiti, da si lahko vidi svojo perspektivo, da ima na svoje naselje svojo ulico, konec koncev tudi vrtec. Ampak to se zgodi skozi leta, in jaz sem trdno prepričan, da se bo zdaj stvar obrnila. Ker najlažje, veste, kar ne razumem, najlažje vpiti. Kriv je, zdaj več ne govorimo, o tem, kdo je res kriv, ker ni samo enega krivca, ampak to je politični obračun bil. In ta obračun, politični, je Golob zaključil že prvi dan. In to izvrstno. In to je podobna zgodba, zdaj referendum. Je Šutarjev zakon torej pravi odgovor? Pravi odgovor je kot razmislek, lahko se ga bo še popravljalo. Tle je bilo v bistvu dve vprašanji, ki jih moramo najti skupno točko. Na eni strani varnost, ki je izjemno pomembna, ki je absolutno, katero, ki je moral vsak dobiti. Nihče ne more biti zato, ker je, bo rekel, močnejši od mene. Pa bo zdaj prišel, pa bo preganjal. Se pravi, jaz imam pravico živeti, sobivati. Drugo je pa poseg v človekove pravice. To eno drugo ne sme izključevati. Se pravi, zakon je napisan za ljudi, ki so dobronamerni. Lahko bo ekscesija, pa prej smo govorili, tudi prvo vprašanje je bilo, tisti, ki bo kršil, ta zakon, ki bo kršil, ta pravila, ki so v zakonu, ne glede na kateri strani, mora odgovarjati. Vrniva se nazaj v Ljubljano. Ali je Ljubljana multikulturno mesto? Da, Kje vidite to multikulturnost? Povsod. Kot župan? Povsod, na cesti. Mi, če gledamo zdaj v bistvu, ali pa bom rekel med Ljubljančani, ena taka primernost je, mi smo edina hiša mestna v Evropi, ker smo dali v Pritličju, restauracijo Pritličje v najem LGBT asociaciji. To je tak tipičen primer, ker če gledamo te ankete, mi smo za vse podpiramo, ampak ne pri meni doma, Koga najraje vidimo kot soseda, vrstni red je jasen. Ampak jaz se spomnim, ko smo to začeli, moja podpora je bila Paradi ponosa že od nekdaj. Jaz imam tudi eno dobro anekdoto z to Parado ponosa. In potem sem že spraševal, sploh rabimo mi Parado ponosa, sploh rabimo policijo, ker je teklo zelo enostavno. V tej Paradi ponosa so družine, 4-5, srečanje na Kongresnem trgu brez problemov. In tle smo slavili 10. obletnico. Takrat sem jaz povedal, ko so celo ene udeleženke protestirale,
Na mojem govoru, ne, sem bil pa zelo kratek, da sem rekel 2 stvari. To je bilo po kafeju Opnu na Prulah, ker nekdo metel kamen, sem rekel, dobili bojo prostor v centru mesta, ne, evo, 10 let smo preživeli brez enega incidenta. Pa naredil bom prvo istospolno poroko, tudi to sem naredil. Tako da pravim, ne, meni je to spoštovati, mislim, to je ključna točka, najlepše mesto, jaz imam 4 točke, najmanj pomembne, pa ne narobe zastopati, vse so pomembne. Ljubljana je čisto mesto, prvo nagrado v Bruslju, procent ločevanja smeti na domu, 71%. Ljubljana zeleno mesto, vsak naš prebivalec ima 546 kvadratov zelene površine, 75%. Novo vizijo, Ljubljana 2045 bomo to povečali na 76%. Res je, točka samo ena, pa vse gradnje povečati za 1%, to je izjemno. Varno mesto po vseh kategorijah, pogledajte, kdorkoli dela, ne, brez Ljubljane ne more narediti brez prvih 5 varnosti. Zame je najbolj pomembno, živeti skupaj, spoštovati vse različnosti. Jaz ljudi, če bi delil, ne, samo po enem kriteriju, dober pa ni dober. Vse ostalo je nepomembno. Ne barva kože, ne opredelitev verska, kakorkoli, ne. Tako da pravim, absolutno, ne. In tudi, če gledamo, ne, v Ljubljani, ne, zdaj, če govorimo, ne, jaz sem čisto primerjati, ne pozabiti. To vedno poudarjam, ampak če gledam jaz po teh gradbiščih, ki hodimo okrog, ne, če gledam tudi recimo to tekmo, ne, ki smo izgubili s Kosov, ne, v Stožicah. Jaz samo eno stvar zamerjam, oni so bili boljši na igrišču. Pa nihče nima pravice, govorim nihče, žvižgati proti himni druge države. Jaz sem ploskal na njihovo himno in pel sem z vnukino, ne, našo himno. Vse drugo, ne, tudi to veselje, ne, pač poznam karakter, ne, juga bivše skupne države, kako to teče. Seveda zastave, avtomobili, upanje, ne, nacionalni ponos, ampak toliko časa, dokler ne žališ drugega. Tako je, ne posega. Janez. Zdaj bomo šli na en del, ki bo posebej zanimal Ljubljančanke in Ljubljančane. Pravite, da je Ljubljana zeleno mesto. Zdaj, nekaj je teorija, drugo je pa praksa. Imeli smo sekanje na hribu v Šiški, Grajski grič smo posekali, pred Dramo je bilo nekaj posekanega. A ni to neko nasprotje, najprej deklarativno zeleni smo, potem pa v praksi pa nekaj čist drugega. A ste se dovolj pogovarjali z občani o tem? To je klasično ponavljanje novic, ne, ki se nihče ne poglobi, pa da ne bi zdaj govoril o te novice. Najprej govorimo o teh sekanjih, ne, pred Dramo, ne, eno drevo. Z vsem spoštovanjem tega drevesa, ampak nimam nič s tem, pa če me je vprašal, bi rekel, ja, posekajte ga, ker Drama nam je pa inštitucija, ki končno bomo dočakali, da se zgradi. Kar se pa tiče Rožnika, ne, tega, mogoče je bilo, da se je bila premalo informacija o tem, ampak 9 profesorjev z tega področja je to odločitev gozdarjev, ne mesta, potrdilo kot pravilno. 9, vsak pa profesor reče, to drevo je pa še zdravo, ampak se pričujem, zato imamo strokovnjake. In se vrnem pol o tem informiranju meščanov, ne, pri gradu, Ljubljanskem gradu, ko so posekali ta del, ki bo treba, so mi pravočasno informirali javnost. Jaz smo imeli direktorja z naše večne poti, ne, gozdarstva, gospoda Daneva, ne. Jaz smo imeli tudi na konferenci, ne, Zavod za varstvo narave, ne. In smo vse pojasnili, zakaj se seka in kako se seka. Danes nihče več ne govori o tem. Je pa ena stvar, ključen namen je bil, zakaj smo sekali Grajski grič, samo eden. Zaščita teh stavb, ker zdaj sedimo, ne, cele ulice, ne, od tunela do tunela, ker so skale letele dol. Zdaj smo mi v bistvu pilotirali ta hrib, se pravi zaščite, da ne leze dol, ne, postavili bomo mrežo in je bilo to po conah A, B, C, ne, posekano, kar je moralo biti posekano. Pa ker že govorimo o tem, ne, da ne bi zdaj, ne, da ni, da trdim, da je zeleno mesto, da ni to drugače v praksi, kot piše, ne. Nihče pa ne pove, koliko dreves nasadimo na leto. Povejte. 1200. Ampak ne govorim o gozdovih, ker gozdovi so se samoobnovljivi. Jaz govorim o teh cestah, kjer je bilo
Poglejte si recimo zdaj te zadnjo, ne, Linhartovo cesto, ker je bilo to govora. Tam je 100 dreves, je zdaj 200 dreves na Linhartu. Ja, so mlada, so sicer primera tako, ampak to je isto, kar bi rekli, ne se imamo družine, ne se otroci, vnuki, ne, rastejo, mi odhajamo starejši, ne. Tako da pravim, ne, da je vsako drevo, če gledamo to, kar smo delali, ne, dobi ne eno, ampak dva nadomestka. Tam, kjer jih ni bilo, jih sadimo. Odvisno je pa recimo, ko govorimo, imamo ulice, ne, ki ga nimamo kam dati, zato ker je spodaj infrastruktura. In drevo more, če gledate, pa gledate, kako so delali to, prav na Linhartu, vidite. Oni so dobili ta štokosistem, sadilno jamo, kjer se v bistvu sadilna jama ne dobi svojo hišico. Tako da ne grejo korenine več, ne, gor, dol, ne grejo več v stran, da dvigujejo, ne. In stara drevesa na Linhartu pred Sočo smo obdržali. Ampak kako smo obdržali? Da smo morali, ne, čez te korenine narediti pločnik valovice. Pravi, smo šli v luftem, ne, kot klanček pa dol. Tako da s tem drevesi, ne, pa bi jaz lahko vam naštel vse ulice, ne. Pokažite mi eno ulico, ki je prenovljena, ne. Lahko grejo na Gosposvetsko, center mesta. Da je bilo tukaj kakšno drevo. Tako da, zato ne skrb, ne, tle začel Janez Koželj in to delo nadaljuje Rok Žnideš, podžupan, ne. V principu se postavljamo tudi ta naša vizija, ne. Rekel sem povečati za 1%, ne. Imamo v bistvu v tej viziji postavljene nekako dve paralelni osnovi. Na eni strani je varnost, medkulturnost, živeti skupaj in tako naprej. Na drugi strani je pa čisti urbanizem, ne. Zaščita kmetijskih površin, ker želimo, da ta naša polja kmetijska v Ljubljani pridelujejo hrano za naše vrtce pa šole. Kratke, velike. Ne, da imamo čebul iz Kitajske. In to je, ne. Po drugi strani, če imamo zdaj v tem planu že zdaj 40.000 stanovanj možnosti gradnje. To je edini način, da cena stanovanj pade. Prav mi želimo, okej, dajmo vprašati, ne, kaj je zdaj največji problem, ki se pojavlja, ne. Pa naštel, promet je grozen, ne. Ja, v Špicah 140.000 avtomobilov pride vsak dan v Ljubljano, 1,3 potnike povprečje v avtomobilu. Kako to reševati? Izključno, ne, mi bomo imeli letos čez 40 milijonov potnikov v LPP-ju, ankete zadovoljstva izjemno visoke, dodam še Slovenske železnice, 70 milijoni potniki, ne, pa še njihovo, ne, Nomago, ne, 13, to je 70 milijonov potnikov. Rešitev, ne, in zato sem bil vesel tega obiska komisarja, ki je bil tu z Alenko Bratušek, ki je javno povedal, ne, tudi mislim, da je v mikrofon rekel, da zdaj je ta nova proga Dunaj-Ljubljana, ne, kot dano dejstvo. Ja, traja bo 10 let. Bodočnost je železnica, govorim za Evropo, ne avioni. Kaj vse se dogaja, ne, pa ne letijo, pa v zrače, ne, pa železnica. In potem, ko sem govoril z njim, ko je bil tu na obisku, ne, v tej hiši, sva nekako sprejela kar tak, ne, Orient Express. Jaz sem pisal že Junckerju, ne, o tem dobil podpisu vseh županov, ne, od Dunaja do Istanbula. Pisal sem tudi sedanji predsednici, ne, evo rezultat začel, prav gre proga pol v Ljubljane, Zagreb, Beograd, tam bo šla verjetno na jug, Skopje, ne, Atene, potem pa do Istanbula, ne. Tako da pravim, ne, kar se tega tiče, ne, v teh planih je zagotoviti stanovanja za mlade. Mi jih gradimo zdaj, 300 jih bomo odprli v 3 mesecih, še 306 jih gradimo 100 postelj za brezdomce tu na Poljanski, ampak ključ je še vedno, ne, taki, ki smo, mi imamo 90% v Sloveniji lastne nepremičnine. In to je tudi en tak občutek imeti svoje stanovanje, kar mislim, da je prav. Ampak zato mora biti tudi cena prava, samo večja ponudba. Na Šmartinski cesti, po novem planu, od Ortobara pa do Žita, 11.000 stanovanj v naslednjih 5-6 letih. Eni se bodo začeli graditi že drugo leto. In to je edini način, da lahko kupijo stanovanje po ceni, ki bo, pravim, ne, brez davka tam do 3.500 evrov. Potem smo imeli univerze, mora biti razvoj, absolutno zagotoviti, imamo 45.000 študentov, ne, to je praktično vse v Ljubljane. Tako da pravim, ne,
moja ambicija, ne, upam, da bom še živ, ne, nisem pa siguren, ne, 2045, da bo res veljalo, da je Ljubljana najboljše mesto za živeti v Evropi. Skromno. Če hočemo do tega priti, moramo izpeljati vsaj še 100, 200, 300 projektov. Zdaj, To, kar je zelo malo, pri 2500 izpeljanih, ne, 300 je praktično 15%. ampak mestni šport, da ne rečem nacionalni šport, so pritožbe. Kaj si vi mislite o tako imenovanih precedenčnih sodbah, se pravi, da se o nečem odloči in potem se vse pritožbe dajo v koš? A bi to kaj pomagalo? Ne razumem prav tega vprašanja, ne, bolj konkretno. Recimo pri tržnici, non-stop neke pritožbe. Ali se da kako spremeniti sistem, da bi bilo o eni stvari odločeno na enem mestu? Bežigrajski stadion in tako naprej. Ne. Ampak zdaj smo prišli na to je bila idealka, ne, spet smo pri tem, ne, a je Šuterjev zakon potreben, bil ali ni bil potreben, ne. Kaj imamo? Jaz mislim, da v bistvu, da bi do tega prišli praktično nemogoče. Bi bilo pa izjemno dobro. Mi zdaj govorimo učinkovitost v birokraciji, ne. Ampak je to, da imajo lahko ljudje svoje mnenje. Pritožba pomeni, ne, to je v bistvu razvoj, ne. Mi probamo govoriti, pač še vedno bomo šli vsak na svojo stran. Ampak zdaj bom vzel primer, da spustim Ljubljano, ne, ker je Ljubljana je tržnica, Ljubljana je C0, ne, mislim, zdaj brez zamere. Bomo prišli do tega. C0 ne bomo prišli. Ampak vzemimo tretjo razvojno os, ki je nujno rabimo, ne. Če smo prijeti na Koroško, ne, pa če smo prijeti na Dolenjsko, Belo krajino. Se nekdo javi pa reče, jaz pa ne pustim, pa traja, koliko je na Celovški, ta izvoz iz Tunila, 10 let se trajalo pravdno na sodišču, ne. Jaz bi drugače rekel, jaz bi sam želel, ne, da ko pride do take stvari, ne govorim privatne hiše, ne govorim moje osebne hiše, ta ne čaka na vrsti, čeprav je hudo, pa ko pride do javnega dobra, ne drugo, ampak da sodišče da to prednost, da odloči o tistem, ko se nekdo pritoži, ne, na tretjo razvojno os. Vsak ima pravico da pritoži, ampak nekdo mora pa odločiti, ne pa drži 10 let. Tule sem pa jaz, vedno ste prišli, dober primer, jaz sem imel preiskavo pred... Tudi to bomo še posebej. Pridemo. Kaj je s tožicami? Govorimo o privatnem delu. Tako. Zdaj bom rekel, pa ste prvi zdaj, da zdaj jaz vidim zeleno luč. Zelena luč zame pomeni to, da so zdaj prišli resni partnerji s lastnikom Stožic, trgovskega dela, to je kupil gospod Milanović od gospoda Rastoderja, partnerji, ki zdaj rišejo projekt, ki bi znal začeti se odvijati drugo leto. Moja želja je, ne, tisto, da on trgovski del lahko dela, ne, tudi 2 leti, ne, pa da ne zaključi streho, svojo streho, svojega objekta, ploščo pa izolacijo, mi naredimo pol tisti park gor, ne, in da zaključimo garažo, da vseh 3700 prvih mest uporabi. Ja, vidim zeleno luč, pričakujem, da se bo nekaj odvilo na tem delu, ne, že v začetku leta. Kaj pa... Se opravičujem, moram tle še povedati, ne, tak, ne. To je pa zdaj tisto zaradi sodišč, ne. Mi smo naredili pred kamerami izbor zasebnega partnerja v JZP-ju za Stožice. Takrat smo imeli 2 ponudbi in osnutek pogodbe smo dali vsem mestnim svetnikom. Mogoče sem bil naiven še takrat, pa takrat smo res verjeli, da mi rabimo znanje. Niti ene besede niso popravili. Naši kolegi so ta JZP predavali po praktičnem, ne, vsem tem srednjem delu Evrope in vzhodnem kot primer dobre prakse. Dobili smo te 2 ponudbi, ena je bila 81 milijonov evrov, ne, za ta del, druga je bila 40 milijonov nižja vrednost. In tak, ki ni dobil, je bil pa takrat največje podjetje na področju inženirja Evrope, ne, je čestital javno. Če gledate kamere, ne, televiziji, boste to našli, ne. Potem se to zgodi, če bi jaz to vedel, kar sem vedel na sodišču, ko so pričali ljudje, bi jaz tožil eno banko pa njenega predsednika. Ker je on ustavil. Kar konkretno, ne,
gospod Sfilan, ne, ni dal soglasja Ljubljanski banki, da se za dodatnih 15 milijonov Ljubljanska banka vpiše kot drugi, kot hipotekarni upnik, kar ne pomeni nič. Mi smo plačali 114 milijonov evrov, brez davka, iz proračuna. V proračun smo dobili 111 milijonov evrov. 81 milijonov evrov od zasebnega partnerja, 9 milijonov evropskih sredstev, tudi to me sodišče preganja, da sem en dan prej podpisal, pa je zgrajen, ne. Potem še od Darsa, naredili smo krožišče z tega denarja, naredili smo Štajersko cesto, naredili smo nadvoz na Štajersko cesto, naredili smo vso infrastrukturo, imamo dvorano z 12 ljudi, ki je danes vrhunska, čeprav je že toliko stara, ne. In imamo spodnjo ogromno dvorano, imamo nakoviti stadion, kje bi pa igrali, če ga ne bi bilo, ne, kot tako, ne. Tako da prej meni je zasebnega partnerja žal. Je žal, ker taki gradbinsko to narejeno, težko bomo našli, ne. In rekel sem takrat v zagovoru na sodišču, ne, če mi najdete kjerkoli na svetu, da neto strošek 3 milijone evrov je naš, za to, kar sem zdaj naštel, plus davek, ne rabite me soditi, kar povejte, kam ne grem, pa bom šel sam. Gospod župan, zdravstvo v Ljubljani, veliko meščank in meščanov je še vedno brez osebnega zdravnika. Pravite, da zdravstveni dom Ljubljana dela dobro. Ne Odlično. dobro, zelo dobro, odlično. Kaj je z mestno bolnišnico? Ta ni naša. Pa da se vrnemo Okej. na to zdravstvo, pa bom pol se Janezu. Nima svojega osebnega zdravnika. Da, še vedno je tam, ne, pri čemer bi moral vedeti, ne, da po teh podatkih, ne, je 30 000 ljudi, ne, brez osebnega zdravnika. Ampak to ne pomeni, da ne dobi zdravstveno skrbo. Ima pač neopredeljene. On pride v zdravstveni dom, ki je sprejet, in se zdravniki menjajo. Eni pravijo, da je to boljše, ker prav, ko sem hodil v svojem zdravniku, mi je že naprej rekel, ne, nadaljuj s tem pa tem, ne, ko prideš na novemu, ne, te še enkrat pogleda. Pač stvar karakterja. Jaz imam svojega zdravnika. V zdravstvenem domu Ljubljana. Ampak poanta je to druge, ne. 35 000 ti, ki imajo opredeljenega zdravnika, prihaja 5 000 iz tujine, 4 000 iz Kopra, so tule opredeljeni. Kot sem zdaj videl, ne, država zdaj opredeljuje, mislim, da 6 regij, ne, kar bi bilo prav, da se voziš iz Kopra v Ljubljano, pa iz Brežice v Ljubljano, ne, pa enostavno, da imaš to. Kar se pa tiče, kaj je obveznost mestne občine, naše so investicije, mi smo že razpisali za izgradnjo novega zdravstvenega doma na Metelkovi, kjer bo poleg vsega, kar je za zdravstvo, tudi prostor za odvisnike. Vhod bo imel z Masarykove ceste, svojo ograjo, svoj vrt in ne bojo se križali, ne bom rekel, z mamicami, ki nosijo otroke. In dobili smo tudi gradbeno dovoljenje, razpis bo letos, za po 2 letih. Prej je bilo rečeno, če se da na enem mestu, v Jaršah. Tam je bil zdravstveni dom, ki smo ga morali porušiti zaradi statike. Jaz smo načrtovali novega, smo šli ljudem, jaz osebno, smo si dali roke. Vi boste tisto parkirišče imeli, tu sem rekel, imate krasno copata, boste šli svoj zdravstveni dom. 2-krat je bila javna razgrnitev, pravna enota. To so spet na tem. Za mojo hišo in delo, kar če, to je tisto, kar rabijo. 2-krat, potem, ko smo pa dobili, je bila pa pritožba. Ampak pritožba, ne, je bila taka, ne, motivirana. Jarše ležijo na vodnovarstvenem področju. Fajn. Vsi bloki, ne, so se lahko gradili, zdravstveni dom ne moremo, ne. Je zavrnjena. Zdaj imamo mi pravnomočno gradbeno dovoljenje, gremo v razpis in bomo tudi tam naredili, ne. Se pravi, dali bomo novo možnost. Ko govorimo o zdravstvu, naša direktorica in vodstvo, ne, iščemo zdravnike za primar, se pravi, družinski zdravnik, pediatr, te nam manjkajo, ne, ta trenutek. Ena stvar so koncesije, kolikor jih dobimo, delimo, ne, kadar zdravstveno dom reče, da nima ljudi. Ampak tem zdravnikom mi damo naša stanovanja, za čas, ki delajo pri nas. In po naši ceni, ki ga ne moreš dobiti, ne, to je ta cena, ne, pri našem stanovanjskem skladu. Se pravi, da v principu dajemo stanovanja, delamo nove objekte, in če bi šli gledat, mislim, da je bilo tudi objavljeno v Delu, mi smo
razpisali štipendije. Štipendija za bodoče zdravnike, ki bo pri nas delali, je 600 € na mesec. A poznate še koga drugega, ne, govorim od teh ustanov, lokalnega, državnega, ki dajo tako visoko štipendijo? 600 € na mesec, kar pomeni, ne, da se bo nekdo odločil, zdaj, če tako gledam, da ima še 2 leti dokončati fakulteto, pride k nam delati, ima plačo, ne, pa še stanovanje bo dobil. Ampak ve, da ima službo. Tako da pravim, ne, mislim, da je konkretno veliko dobrega bo tu narejeno, prav na področju zdravstva. Tako da jaz nimam kaj reči, no. In tudi gledam, takrat je bilo res tista velika napaka, ko so čakalne vrste bile čez cesto, ampak če bi vedel, ne, da so ljudje začeli čakati v polnoči, bi jih jaz zjutraj izvedel, bi jih jaz pustil not čakajo. Ampak nismo imeli ljudi, pa nič slabih, so prišli iz Maribora. Prišli ne zakaj, ne, pač se tako pisali, pa smo prišli, ne. Tako da pravim, ne, to je bila naša zadnja, ne, glede tega težava, drugače pa od 442 zdravnikov, ne, ki jih imamo v zdravstvenem Ljubljana, so stavkali, ne, na poziv Fidesa en sam. Vrnimo se še malo na Ljubljano. Če se sprehajamo po soseskah, Rožni dolini, Bežigradu, vidimo vedno nove vila bloke. Kako vi kot župan gledate na razvoj oziroma na pojav tako imenovanih vila blokov? Ti vila bloki, ne, takrat, ko je profesor dejansko želel to določiti, prva stvar, ne, nekdo je moral svojo hišo prodati, ne. Ni dal zastonj tam, ne. In potem se je to v bistvu toliko zlorabilo, da smo morali to popraviti, ne, ko je bila dorečena višina, ne, 14 metrov, kaj pomeni 14 metrov? Ravna streha? Ne. Spet smo pri tem, ne, v tem planu, ne, pravim, jaz, avtor urbanizma Ljubljane je Janez Koželj. Jaz to se mu zahvaljujem vsakič znova, nikoli nisem imel nobenem natečaju, nobeni žiriji, ne, običajno sem izvedel, kdo je zmagal, ne, ko so mikrofon postavili, ne, pred prvo rešitvijo, ne, ker to je bilo njegovo področje, Rok to nadaljuje, ne, in to je tudi tema, ker s tem pač definiramo, kaj je vila blok. Ja, so narejeni, ne, ampak je zelo zanimivo, ne, če se vrnem na Rožno dolino, ne, ena moja someščanka, ne, bom rekel, tudi moja, bom rekel, politična linija, oziroma to, ker jaz nisem bil komunista, ne, je delala cel cirkus v teh vila blokih, ne. Ampak njena stara hiša, hiša njenega očeta, znanega očeta, je bila višja od tega vila bloka. To je tisto, kar se spet, ne, seveda so dobri ljudje, ne pri meni doma, okej, ti ne smeš, ker jaz imam, ne. Jaz še vedno verjamem v to, ne, kar je bilo najbolj prepoznano v Mercatorju, najboljši sosed. Ful težko je biti sosed, kaj še najboljši. Kanal C0. Prav razmišljamo, da je zdaj gradbeno dovoljenje je izdano pravnomočno. Povejte nam, kje smo, kdaj bo zaključek? Ampak saj nije, vse to boste vi rezali ven. Mi boš pol prinesel in pokažem tisto, kar je pri Tjaši, map. Te zgodbe po moje normalni ljudje ne morejo razumeti. Pa bom začel na začetku. Kanal C0 je postavljen leta 1991, že prej bil v starih planih, ne, in potem leta 1991, ko je bil župan Strgar, pa njega ne krivim. Delali so, postavili traso v Voki, direktor je bil gospod Kranjc, kasneje je prišel Voko Hojs. In mi smo, dober inženir, in mi smo šli gledat dokumentacijo, ki obstaja, jaz sem prišel leta 2006, ko je bilo to postavljeno, ne. Hojs pa Kranjca šla pred tem z Voke. In smo šli gledat, če je kakšen dokument proti tej trasi, nobenega. Potem smo mi začeli ta plan delati, da bo zelo jasen, in mi smo ta plan sprejeli 2010, strateški in izvedbeni plan, to je bila prva sprememba plana v mojem času. Za cel plan, vključno s traso,
ki je bila tam not navedena v tej, ki zdaj govorimo, je bilo presoja vplivov na okolje narejena. Kot zanimivost, gospa Bah Žibert me vabi zdaj 12. decembra, da grem v državni zbor, da me bo politično zaslišal. Ona je za strateški plan s to traso glasovala za. Za izvedenje je bila proti. Za tisti, ki je glasovala za. No in potem smo pridobili sredstva evropska, 69 milijonov evrov. Govorim pa za to, da gre, govorimo o aglomeracijah. Pri nas v Ljubljani je to 261 cest, kanal C0, ki je dolg 400 km. Čez Ljubljana 12, Vodice Medvode. Vodice Medvode, ki se rišala trasa, ko se je plan sprejemal, pred letom 1994 so bile občine Ljubljana Šiška. In zdaj tisto, kar hočem povedati, vse nekaj bi mogel zadržati za ta parlament, da bo malo zabave. Kar povejte. Ja, pa bomo posled videli, če bo se vas spustilo. Ampak poanta drugje, bom tudi pokazal. Ko smo mi prišli, je bilo 86% objektov optimizacijo. Danes je 95, drugi bo 98. To je pogoj, da Slovenija ne plačuje kazen Evropi. Mi smo imeli že vmes pritožbo. Ta Jaspers, ki odobrava sredstva na komisiji, en let zadržal, dvakrat pregledal, dobili smo vsa soglasja pozitivna. Potem se je Parso spomnil leta 2016, da reče, presoja vplivov na okolje. Ampak zakaj ne? Za kineto, ker pa je bila narejena. Kineta dodatna varnost. Dr. Pirnat nam je naredil mnenje, da je to del izvedenega projekta in je potem to sprejeto na ministrstvu, da je bilo vse BP. Je zdaj C0 je 40 km, Vodice Medvode 12 km čez Ljubljano, v 8 gradbenih dovoljenjih. Od tega je 5 ista oseba izdala gradbeno dovoljenje na upravni enoti, so vsa že pravnomočne. Je že vse zgrajen. Manjka nam točno 118 metrov. Na področju, ki ni več tako vodovarstveno, kot so Kleče. Zdaj pa tisto, kar ne vem, če bo pustil pol, ampak bo pol pokazal. Mi imamo Ljubljano 1180 km kanalizacije zdaj. Razdeljene na 3 dele. A0, center Šiška se vleče, B0, to je moj del, ki sem jaz doma na Rudniku, pa C0. Ampak v tem A0 je že priklopljenih 220 000 ljudi. Manjka nam še, ko bo vsaka ulica, še 10 000. In potem imamo za B0 in C0. C0 ima že zdaj 35 000 ljudi. Ko bo vse to narejeno, plus Stanežiče, pa preklop to, bo prišel še, da bo 50 000 vsega preklopa. Danes mi imamo 70 let stare cevi, ki so zraven Kleč. C0 narejen, cevi stare. A te nič ne tečejo, te nič ne spuščajo. V objektih, to, kar je pa narejen, ni šans, da spusti. Že garancija za te cevi so za vodo. Zato, ker ima ta priklop, da se ne more, 150 let je garancija. In če zdaj govori še to, mi imamo na vsake 4 cevi kontrol, kamere. In potem smo se odločili, tega področja, 1500 metrov najbolj občutljivega, smo naredili 2100 metrov kinete, dodatno. Če se nazaj vrnem, pred 70 leti ta kineta betonska bi bila nam iz kanala, tukaj so te cevi okrogle betonske. Tako da pravim, ta strašenja, te zgodbe, glede C0, jaz nimam nič proti opoziciji proti, to je to njena naloga. Da straši ljudi, to je pa nerazumno. In še enkrat, jaz bom to karto, ki bom pokazal, tudi sabo nesu v državni zbor, če me bo še hotel. In bo narejen. Pritožbe so dane, 6 pritožb je bilo sprejetih, ena, ki nima pooblastila, bila zavrnjena, in zdaj to na ministrstvu MNVP-ju, naravne vire, pričakujemo, da bojo zavrnili, ker so dali že nalog, in ko oni zavrnijo, potem bomo imeli tudi za teh 180 metrov
ker ostalo so pravnomočna dovoljenja. Tle, če bo šel kdo na sodišče, ne, bo dokončno, ne pa pravnomočno. Pa dokončno pomeni, da če zgradiš, lahko zgradiš, ne, in si na svoj rizik si odgovoren. In bom zgradil. In bom zgradil, ne, in vse te strašenja, kako bi oni zbranili se s telesi tega na svojo vodo, se upravičujem. Začeli so v Klečah, oziroma tam, če gremo Savlje in podobno, ne, ko imajo svojo zemljo, ne, tle je pa to pri hipodromu. Ima nobene veze, prav, vse štale, kar imamo, ne, ni noben problem za potalnico, ne. Razen kanala C0. Ampak v Klečah, ne v Klečah, pri hipodromu. Tako da pravim, to strašenje, ki me naš mestni svetnik, ki vse mestnega sveta organizira protest pred mesto hišo, pa on je to povedal takrat, ko so bila skupaj na volitvah, ne. Skupaj tako so nas postavili, ne. Jaz sem takrat dobil nekaj že 6, mislim 9%. Mi dal prijatelja, se kot nikoli. V kamero. Je rekel, župan je zato toliko časa župan, ker ni bilo nobenih protestov. Zdaj pač pa prilo z avtobusom, ne. Vse zadnjič je bilo rečeno, eden od vaših kolegov v kamero je bilo rečeno, ne, oziroma mikrofon, ne, a ni to žalosten, da mi ne Ljubljančani moramo se boriti za vas Ljubljančane. Žalostno. Ja, pa fakt. To imate posnet. Fakt. Tako da jaz tega ne zastopim. Meni še nišče ne bi slišal, da bi rekel kaj slabega čez svoje predhodnike. Ali ne bo Mercator, ne bo tlele, ne. Zakaj že? Tako da kanal C bo narejen, ne, in jaz mislim, da ga lepo dokončamo to. Ostalo bo 2% hiš brez kanalizacije, ne, to so po hribih, ne, ki bo tisto, kar jaz lahko zdaj vsem razlagam, stopite na Barje na vas. Ni bilo. Pa se stopite na Golovec. Govorim, tako sem jaz doma, ne. Jaz sem dobil kanalizacijo pred 10 leti. Zdaj to, ko zaključimo še Ljučkov do konca, ne, je to vse pod kanalizacijo. Ki je prešlo, ne. Pa enako, ne vem, Kamarko so obrnili. Stanežiče, bo živelo prej slej tam 7000 ljudi. Živelo. Ker bomo začeli delati in objekte za LPP in LPT, potem pride hrib, potem pride zdravstveni dom, če bo treba šola, vrtec, posel pa stanovanja. Nismo mogli, ker nismo imeli kam preklopiti. Ko smo pri vrtcih. Evo, vi omenili ste vrtce. Ja. V javnosti je bil vaš predlog o ljubljanskem združenem vrtcu sprejet nekako na nož, kako naj se izrazimo. A bi ta združeni vrtec, ko se bi pač otroci pošiljali na vse konce in kraje, lahko, da bi to podrlo to neko kohezijo v Ljubljani? Glih obratno. Glih obratno. Zdaj, v dve stvari, ne. Ljudje ne ločijo, mi smo rekli, vrtci ne po vodu ne ostajajo samostojni, ne, tudi pustimo, ne, tako, ne. Ker zdaj, če čemo, ne, recimo, da en vrtec rab nove sodelavce, drug ima pa višek. Ta, ki ima višek, je mora odpustiti, ono leto razpis. Če to en vrtec, se kadrovska politika zelo enostavno menja, ne. Mi smo zaprli tle vrtec, ne, gremo na drugega, ne. Imamo 900 000 otrok imamo manj kot pred 2 leti. Pa kljub temu, mi odpiramo 1.12. nov vrtec na Galjevici, ker največ pritisk imamo Galjevico pa Zalog. Po stanovanju, tako da si želimo, da otrok ga prinesejo starši, oziroma pridejo starši z njim peš. Tako da pridemo na dom, ne. Delamo nov vrtec Trnova, je že tam v drugem štuku. In jaz tam pravim, ne, zdaj se bo se tako odločili, ne, ker je bil na nož sprejet. Ja, tle tudi, mi smo celo predlagali sindikatom, ki so to, kaj pa bojo, ne. Še vedno naj bo vodstvo vrtca, da ga vi zbirate, 5 je strani zaposlenih sindikat, ne. 3 so iz mestne občine, ne. 3 pa tisti, ki tam delajo, ne. Vse, kar se, ne, 5 je tam delalo, 3 občina, pa 3 so, 11 jih je v vrtcu, no. Ampak se, mi se odrečemo našim 3 starši, ne. 3 starši, 3 mi se našim 3 odrečemo. Ker vi vodite vrtec, nimamo težav s tem, ne, govorimo o te naloge. No in pol smo v bistvu šli v spremembo, da bomo pustili teh 23 vrtcev samostojnih pravnih oseb,
z spet isto sestavo sveta, se pravi 5 je zaposlenih, 3 so starši, 3 je mesto, da bomo pa naredili skupne službe. Zdaj imamo zelo različno. En ima svojega računovodja, drug ima zunanjega računovodja, tretji ima malo svojega, malo zunanjega. Zdaj bomo naredili skupne službe na Galjici, to je prvo nadstropje, ker smo premišljili za 1 leto, zato smo dali otroke od 1. do 4. razreda osnovne šole Prule, da bodo tudi dokončali razred, se pravi junija meseca, zato da lahko šolo obnavljamo, pa da ne vozimo otroke po celi Ljubljani. 5., 6., 7., 8., 9. grejo pa BTC. In tudi tam ne bomo vozili, oni prijo BTC, imamo pogodbo 3-letno, ker naslednje leto pol pride Ketemur, BTC, pa naslednje leto pol pride še Majde Vrhovnik. To je vrsti red teh 3 šol, ki bomo zapirali, prenavljali. In tudi z BTC-em ful dobro sodelujemo, smo se menili tudi, da vzamemo dopolnjene v najem Atlantis, zato da lahko v bistvu ne vozimo te otroke, ki smo jih hoteli voziti iz BTC-ja v Ilirijo, Talabat bo zdaj v tem delal kar BTC-jev. Tako da pravim, zato smo pač zamahnili drugo leto, se pravi konec leta, računam, da bomo imeli skupne službe ene za vseh 23 vrtcev. Skupne službe, računovodstvo, finance, javno čela, pravna služba. Tako da tisti, zakaj je flet na nož, čas je to je neka vrsta športa. Župan, očitajo vam tudi, da pomanjkanje pripravljenosti za poslušanje meščanov, recimo tržnica, pa še kaj bi lahko našteli. Seveda. Ampak to pomeni tako, Se dovolj pogovarjate z njimi? To pomeni tako, ne pomanjkanje. Včasih ste bili znani potem, da... Blagovna znamka je bila to. Vse bom se nazaj, pomanjkanje poslušanja, ne gre za to. Za njih sem neposlušan, ker ne spremljam njihov argumentov. Pa sem nazaj vrnil, da je blagovna znamka še vedno ista. En vikend pejte z mano. Hodite po gradbiščih in tako naprej. Ne, pa bite pogovor, sosedi to. Druga stvar, do zdaj sem imel 32,000 Ljubljančanov na dnevu odprtih vrat. Koliko? 32? 32,000. To je 11% Ljubljančanov. 95% problemi. Vsak prvi torek v mesecu začnemo v 2, do 8. Ne dvignem se, nimam pri sebi telefona. Danes sem imel, ko sem prosil, sem nekaj kazal. In to je tisto, po ulici sem bil, sem jaz v nedeljo na radiju. Po radiju, obisk gradbišča, atletskega centra, pa Savskega naselja, ki se zdaj gradi, čakajte. Piše v medijih, kar preletijo, zdaj si poslanci vprašanja, a se zvoli, nimam se kaj pogovarjati, ker je ne razumem, ker nihče misli, počakajte, bomo videli, če cesto razkoplje, se ne more čez njo peljati. In je bilo za krožišče Žale, to je bilo pisanje, jaz sem pa bil, 30:30 tam, to je en dan pred prvim, pa 1:30, tekoče smo šli. Jaz ene kritike nisem slišal nikjer. Kavalerji brezplačni na Žalah v tem času, parkirišča brezplačna. Sem aroganten, ker ne... Avtokratski način vodenja vam očitajo nekateri. Včasih je to dobro. Verjetno je res. Ampak jaz sem kriv za vse. Pa zdaj bom povedal, kako pa nas delujemo, teh naših kolegih. Ne, da imaš pravico povedati svoje mnenje, imaš obveznost svoje mnenje povedati. To je bilo Mercatorju. Ne more biti ločeno mnenje. Ampak potem moram toliko časa sedeti, da vidim, katero je tisto pravo. Ena stvar mora priti ven, če ne se nič zgodi. Se dva ne morata voziti avtobus. Enega vozi v levo, drugo desno. Kam bo šel ta avtobus? Tako da glede tega, še enkrat bom rekel, jaz sem najboljši ekipo, ampak absolutno prva naloga moja, da zberem sodelavce, s vsemi se pogovoriti, da ga motiviram delovno mesto, pa da ga zaščitim. Kdo kdaj pa ne se sliša, za kakšno ime, da je kriv, razen meni v tej mestni občini. Še obratno, tudi, ko zdaj grem na torek spet, oziroma na sodišče, preiskava, To bomo. Ker se 3 pogovarjajo o meni, 5, brez da bi jaz vedel, Ko sem bil na policiji, tako da intermenco, nas je bilo med 19, ki so neko dosumljeni, jaz sem bil na 16. mestu.
Zdaj sem pa med 16 kar na prvem mestu, sem vse preskočil, ne. To je tako športno, ne. Še zadnje vprašanje. Zdaj še garaža po tržnici bo. Absolutno. Dobro. Ampak odprli smo javno razpravo. 4000 je bilo raznih odgovorov. Povabili smo vse prodajalce s tržnice, vsaj eno sobo, vsi prišli, ne, ko smo razložili, nihče proti. Imamo zdaj ekipo, ki ni mesta, ki je zunanja, ki govori o vsebini. Ministrstvo za okolje, to je integralni postopek, je naredilo javno razpravo, potem so po javni razpravi pozvali, da še se dopolni dokumente in v principu oni bojo zdaj, po mojem mnenju, torej bojo odločili, ali letos ali pa tako v začetku leta. Ko govorimo zdaj še, kako bomo vse arheologijo uničili. Ta tržnica, ne, so z teh 10 let, mi smo že imeli gradbeno dovoljenje. Cerkvijo, nadškofju smo si dali roke, pa so se pol pritožili, pa je padlo. Prav, mi ponavljamo to gradbeno dovoljenje, ne. In premaknili smo se, ne, bojimo se, da bomo našli neke kosti, ali pa se bojijo, ne. Pri vodniku spomniku, ne, mi začnemo delati za vodniku spomniku. Potem mi razlagajo, ne, kako ne rabimo te, ne, na Krekovem trgu, parkiranje po pločniku, petek, soboto, 40 kazni. Jih ne morejo popisati, ker to hitro tam parkirajo. Ko razlagajo o grajskem griču, brez zamere, ne vejo, kaj govorijo. Ker mi imamo pri pravni fakulteti čez cesto garažno hišo. Stopite enkrat, pa glejte tam, ne, koliko jih gre, ne, čez cesto garažno hišo svojo vrečko, ali pa svem, ali pa gajbo jabolk. Ne boste videli, ne. Vse ono pride na nos. To, kar smo prej se pogovarjali o grajskem griču, ne, zaščita. Tehnično ni problem narediti tržnico v garažnem griču. Se da zaščititi. Pa kje bi ven prišel ta človek? Samo razložite mi, kje bo ven prišel, ker vse te stavbe, ki so na Mestni trg, Gornji trg, ki so ob hribu, ne, in Krekov trg, ne, so zaščiteni, ti moraš priti ven, ne, skozi atrije. Pa kdo bo pustil, da se bo valilo to čez atrije, ne. Tako da govorim, neke stvari so nerazumne, ne. Potem berem, da bo hotel Kresija ratala, ne. Jaz rekel, ne. Imamo mi dokumente, kakor jaz rečem, okej, dajte dokumente, ne, a je župan izjavil to, ne. In take, ne. In se ne dotikamo, umikamo se tudi od stolnice, semenišča, ne, dosti, ne. Imamo veliko manj parkirnih mest, a to, ko govorimo zdaj o zeleni Ljubljani, kar v petek popoldne, soboto popoldne na tržnici, ki pometajo vse tiste ostanke, ne, to ekološko, tam bo v bistvu slikalnica z 2 garaž, pa kolesarnica, ne, pa še ena stvar je. Mi imamo zdaj v bistvu tem stanovalcem, ne, v tem delu smo jim dali prostor, Kongresnem trgu. Mesečna najemnina je 70 €, še vedno ostala 70 €. 2,2 € na dan, najti mi garažo v Evropi. Ilirija velja za v bistvu parlamentarno četrt, za ta del, ne, med Gosposvetsko, Šubičevo, Slovensko pa Prešernovo, oni imajo tam podhod pri Narodni galeriji, ne, tako da pridejo na Štefanov po suhem, ne. In tule bo tudi, ta spodnja 2 etaže boste dobili stanovalci. Skrb za stanovalce tega območja, tudi ta sprememba prometne politike, noben ni vprašal, ne, kdo je, ker smo zdaj sprejeli, ne. Pravijo, se podražili, seveda smo podražili. 30%, ja, ampak za koga? Za dnevne migrante. Še vedno je ta naša garaža, ker so vse 4 naše, ne, ista cena. 30% cenejša kot pri Maximarketu. Mi smo hoteli povedati, zdaj se dogaja to, ne, v Dolenjski železnici, osnovnošolska Kovačič. Se pusti avto, pa se gre peš naprej. Oziroma drugače pravijo, pusti avto, ne, ker je brezplačen, gre na skiro, ne, pa gre do službe, ne. Sem rekel, ni mogoče. Jaz sem trdno prepričan, da zdaj s to novo politiko, ko bo on imel dovoljenico še cenejšo kot doslej, sicer za 4 €, od 64 na 60 €,
bo imel 30% več prostora, ker vsi ostali bojo pač na parkomatu, je 70 centov ura. In jaz po filozofiji, tako da bi rekel, dvomim, da jih bo 5%, pa ne bo jih, po 1%, da bo plačal za 8 ur 5,6 evrov, da bo lahko tam parkiral. Ne bo, ker bo iskal spet naslednjem vežlo. In to smo zdaj delamo po Štepansko naselje, ta isto, pravim, ob Dolenjski železnici, naslednje bo v Fužine, enostavno dati prednost, rešujemo ta dobra naselja, dobre arhitekture, stare 50 let, takrat je bil en avto na 2 stanovanji, zdaj imamo vsako stanovanje 2 do 3 avtomobile. In to rešujemo na tak način, da bodo te stanovalci dobili še nižjo dovoljeno ceno, pri čemer ti ne garantira parkirnega mesta, ampak ti omogoča tam kaj prosto. Vsi ostali bomo morali plačevati. In jaz sem trdno prepričan, da bomo dobili 30% prostih delovnih parkirnih mest. Ker imamo, kar pravim, delovnih mest, eno od teh ulic, 100 parkirnih, 120 parkirnih mest, en ima delavnico kar na parkirišču. Šaufa kombije. Investicije, župan, jaz ne poznam strukture, nacionalne strukture investitorja, ampak slišati pa je, da odpirate vrata predvsem investitorjem iz Srbije, Beograda, Republike Srpske, Banja Luke. Ali je nemara Ljubljana zatočišče za kapital sumljivega izvora? To vaš kolega piše, ne? On bi to vprašal. To je vprašanje, boš rekel vprašanje za kolega, to bi to tako začne, da tam, ne. On ima pristo svojega mnenja, ampak zdaj bom rekel, ne mi en pove, ne mi sam en pove, ali je kdo kaj lahko dobil brez javne dražbe. Zakaj ne omenjate Lek? Vsem naredil, da Lek ostane v Ljubljani, kakor more, oziroma da je lahko te dve firmi, ne. Pa imamo tujce z zahoda. Govorijo o dveh imenih, ne. En iz Banja Luke, ne, drugi iz Beograda. Pa ko smo mi razpisali, bo rekel, ne mi. CPL, ki je bil lastnik KPL, je bil v stečaju. Pred mano. Mi smo celo bili, oziroma naš holding, ki je vodil Zdenka Grozden, smo bili eden od 9 ponudnikov. To kupimo. S težko muko smo prišli, da je naš maksimum na 4 milijone. Začeli smo, da ni vredno nič. Pa sem rekel, ok, dobiš za nič to firmo, dobiš krasno nagrado, kar češ, ne. Do 4 milijone smo nehali mi, ne. Zadnja 2 so bila na 9. In je pač kupil. V javni dražbi podjetje v stečaju. Koncesija, ki je imelo podjetje, KPL, je bila pred mano. Zdaj obnavlja. To bo dobil, ne vem, pač zdaj gre razpis ven, ne. Te druge kupil tam na Barjanki, ne, mi smo prodali po 290 evrov. Barjansko zemljo. Izvoz. En del zemljišča je imel tudi iz Kopra, OMV, ki nam je napisal, da oni so pravi prodati po 260. Na dražbi kupil, čaka, kaj bo, ne. In to, ko se on druži, koliko ne. Ne to uredijo drugi organi. Ne to uredijo drugi organi. Jaz sem res samo enkrat se zdaj vtaknil, v zadnje čase, ko sem bral to, da je vlada sprejela, da Dodik ni dobrodošel, v Slovenijo, on je pa sprejel, da, ne vem, 3 osebe, niso dobrodošle, v Republiko Srpsko. Potem sem ga pa poklical, sem rekel, sem njega zraven, sem rekel, ste vi normalni? Kaj hoče zdaj? Zdaj bomo mi sprejeli, da vas 10 ni dobrodošli, boste 20 ni dobrodošlo. Pa je rekel, evo, smeklico bomo umaknili. Ker razdeljevati to, in to natolcevanje, na ta način, kaj bi to vprašal, ni vprašal vse, kar češ. Moje pismo, Vučić, je moje pismo. Objavil ga je, nisem ga vprašal. Je prijatelj, sem napisal, ampak v tem pismu so 3 poante. Obsojamo vsako nasilje. Piše, lahko pokaže tebi. Druga je bila, da študentje imajo pravico do protestov, vse to je v genu mladih. In tretje, da jaz trdim, da je Vučić
garancija za stabilnost te regije. Moje mnenje. Vi imate svoje mnenje. A lahko imam tudi svoje. Pa vprašanje nas se boste upravičil. Kaj ne bi se upravičil? Da nisem bil razsoden, ker sem to napisal. Sem polno odgovornostjo, zavesti popoln napisal. No, to se odgovoril že na eno vprašanje naprej. Zdaj, verjetno se vsi strinjamo, da smo nepreklicno stopili v nek predvolilni čas. Pa začnimo z vprašanjem, kako vi kot gospodarstvenik ocenjujete vladno odločitev o uvedbi obvezne božičnice oziroma zimskega dodatka? Zdaj smo na nacionalnem nivoju, tako da je nacionalna liga. Jaz bom tako rekel, ne. Moja izjava je bila tudi na novinski konferenci, vse ste povzeli, ne. Ja. Da tisti, ne, ki jim dal ljudem božičo, še vedno pravim, moje stališče začel pa s tem, ne, v vsakem podjetju, tudi podjetju, ki ustvarja umetno inteligenco, je človek največji kapital na prvem mestu. Mercator bil, je tu. In če govorimo zdaj že o tem, kako jaz to ocenjujem, ne, jaz sem rekel mojim kolegom, ne, dragi moji, ne, na to božičo, ki je brez davka, vi morate dati vsaj še enkrat toliko. In ko je to neka razlaga, da zdaj bo zaradi božičnice podjetje šlo v stečaju, ne, sem odgovor bil, potem je že v stečaju. Odgovor moj absolutno primerno, absolutno dobrodošlo, konec koncev bomo prvič dobili božičo, so tudi mi, ne, 18. decembra. Mi smo imeli zdaj pogajanje, ne, za božičnico, ne, in dvig plač v našem holdingu, sindikati. Vsi direktorji so taki, pa še meni so povabili. Oni bodo dobili božičnico, ne, so mi to citirali, ne, župan, vi ste rekel, ne, to, kar je dala država, so še naši, ne. Niso dobili 1280 evrov, ne, ampak 1400 evrov božičnice. Ampak dobro delo mora biti nagrajeno. Vi sindikati med sabo se sedite, razložite en drugemu. Če pustite v svoji enoti, ki delate nekoga, ne, ki vse to ruši, kar vi dobro delate, ne, morate izločiti. Ker pol pademo na tisto, nekoga, ne, ki naredi nekaj narobe, pa ste vsi krivi. Ni res, ne. Da, jaz mislim, da to bo zelo dobra poteza, ne. Razlagajo, ne, o volilnih bombončkih, kakorkoli. Ja, no sej, tukaj vas bom zdaj ustavil. Vi ste med podporniki Golobove vlade, nesporno. Velik. Zato vas ne bom vprašal o oceni dela vlade, ampak raje kje vidite konkretne največje dosežke te vlade v tem mandatu, pa mogoče potem v nadaljevanju seveda, kaj je bilo tistega, kar od zastavljenih obljub po pričetku mandata vendarle ni uspela ali ni naredila. Jaz moram povedati, da je to zadnje leto in pol izjemno uspešno, ne. Meni največ, zdaj bom govoril, V nekaj točkah, no, če naštejete. ne, meni največ pomeni to, da smo živeli mirno. Da nismo imeli ne topov, ne solzivca, ne protestov, ne takih številov, kot je bilo prejšnje, ne. Ta mir, to sobivanje. Če začnem, ne, dolgotrajno oskrb, pokojninska reforma. Čujem, da 6 sindikatov podpiše pokojninsko reformo. Kdo pa je to prej naredil? Konec koncev minimalna plača, ne. Stanovanjska, 100 milijonov na leto. Pa te razlage, pobrali ste denar, nimate pa še tega. Mi smo šli gledati v bistvu pri naših sodelavcih, ne, ki imajo svoje starše v domu starejših, ne. Prišel je rekel, 450 evrov na mesec bo manj plača. To je ogromen ta uspeh, ne. Tudi ta božičnica. Rekel bi, ne, konec koncev, ne, se mi zdi, da če merjam to glede volitev, ne, tudi ta tako hitra reakcija, pravočasna reakcija, odgovorna reakcija, ne, ta zakon Šutarjev, ne, je desnici vzel vso orožje. Drugače bilo valjda, ne, oni so prepotentni, oni so gor dol čez pet, ne, ampak naš bi pa rešil. A zdaj rešimo to. Tako da jaz absolutno, tudi ta gradnja stanovanj se mi zdi, konec koncev, vzemimo drug tir.
Včeraj smo imeli komisarja, ki je pohvalil, prinesel je ček, mimo tega. Ne. Poudarek na znanstvu, dodatni denar. Ne. To je tisto, kar meni. In konec koncev, zdaj se začelo odvijati tudi te državni projekti. Jaz končno čakam, rešitev prometa v Ljubljani. No, kaj koristnega je ta vlada naredila za mesto Ljubljana? Da začnem prvo, ni nam vzela denarja tretjino proračuna. Kar je prejšnja? Kar je prva vlada Janeza. Prvi dan, 17. november, sem prišel v mestno hišo kot župan, uradni list, 30% manj denarja v proračunu. Drugače pa s to vlado imamo izjemno dobre, korektne odnose. Dobili denar evropski, ampak tudi brez vlade ne gre. Na vseh cestah, na vseh teh dodatkih. Čakamo zdaj, konec koncev, da bomo imeli sežigalnico, brez vlade ne more, napisali so koncesijo. Mi bomo, ko bo to zgrajeno, 70% samozadostni, lahko je vojna, kjer čemo. Tako da jaz bi tem rekel sodelovanje tudi na področju skupnih gradenj. Osnovna šola Šentvid, pa gimnazija Šentvid, sta objekta dva na isti parceli, tako da to pripravljam skupaj. Jaz, če bi rekel, kaj je meni najbolj pomembno, PCL, železniška avtobusna postaja. Mi smo vsako progo čez Ljubljano leto pa pol usklajevali, da smo prišli do rešitve, ki je poleg proge daje optimalno pot pešcem, kolesarjem, avtomobilom, ne da te pelje hrbta v drug žep. In ta prva začetek polite proge bo Snepči, pri nas. Nas ne bi v Stanišičah, nas ne bi vse. Nasip, takrat smo mi poplave, 80 hiš, poprečen se 80 let, rešili z donacijami. Denar smo odbrali od 110 firm, jih je 100 dogovorilo, dogovor za Nito Ogulin, našo častno Meščanko, mi bomo denar uredili, ti pa pravično razdelili, brez ene pritožbe. In tudi zdaj vlada, sem prosil, dajte narediti ta nasip, delal nasip. Mali Graben je končan čez Ljubljano. Še dobimo v Razorih, sosednji občini, ta zadrževalnik, potem je Ljubljana popolnoma varen pred poplavami. Doktor Fazarinc pravi takole, zdaj, ko je Mali Graben končan, je tako, ko voziš avto, pa imaš varnostni pas. Ko bojo pa še Razori, zadrževalniki, pa še airbag. Kje so največje razlike med sedanjo in prejšnjo vlado? Tero prejšnjo, vseh je bilo veliko. V enih 8 ali 9 sem imel presegla. Če je ta zadnja, mislim na predzadnjo. Jaz sem tudi v prvi vladi protest, ker smo začeli, pa smo v bistvu iskali, ker moje mnenje je, da vlada in glavno mesto morata sodelovati. Imamo že od Janše to dogovor, v glavnem mestu, ki ga takrat podpisal Virant, Gregor. In v principu, za časa covida, smo na začetku se dobro sodelovali. Moje mnenje je bil, en mora komandirati, ti si predsednik vlade, ti komandiraš, pa jaz trdim, da vse, kar se zgodi v Ljubljani, to je dobro, dobro za posod. Pač največ ljudje, kakor vzamete. In je bilo tako, praktično veliko telefonov, preverjeno, kakšni so ukrepi, do tistega trenutka se je nehalo sodelovanje z vodnimi topovi pa solzivci. Tam smo se razšli kot take. Tam ste šli na razen. Da ne govorim, sem probal dopovedati, tudi te, ki zdaj ena predsednica ene stranke, pa naša mestna svetnica, je bila takrat sekretarka v ministrstvu za zdravje, ko mi je rekla, da mora imeti na golocu masko. Sem jaz pa opredelil, da prehajam meje, trdim, da 99% dni, ki je meja med Škofljico pa med Ljubljano v gozdu. No in tist, pa smo imeli vse problem, ko smo rekli, se malo odpiralo, lahko imaš vrtove,
če imaš prostor, se pravi, pred svojim lokalom imaš vrat, govorim konkretno, ne, Cankarjevo nabrežje. Ampak samo ta ozka cesta, 5 metrov, ne, ki je peš cesta, ti imaš pred svojim, ne, lahko, ne moreš imeti pa pred obljubljanci. Dajte mi pozarati na razliko. Ti ljudje se bo tako, kot čem je vic, ne. Tako da to so pol bile take, ne. Drugače pa tudi tako, ko želijo te vladi Janeza Janša, ne. Jaz sem konec te vlade povabil 5 ministrov, ne, ki smo dobro delali, na kosilo se jim zahvalim, ne. En je pa danes zdaj podžupan, ne. Katerih 5? Koritnik, Čivavšek, za zdravje Poklukar, Vizjak. Vrtovec? Ja. Okay. Zahvalil se vsem, tako, ker je bilo tisto operativno dobro. Se lahko malo spet, bom rekel, ne, politične opcije, neke prioritete, ampak v principu, še enkrat pravim, ne, Ljubljana in... Kaj pa neizpolnjene zaveze te vlade? Od kaj? Ob začetku mandata, kar so predstavili javnosti, da bodo izpolnili. A je kaj takšnega? Sigurno je kaj takšnega. Ampak Ključne točke so narejene. so narejene. Jaz celo mislim več, kot je treba. Ne bom govorim tako to, ko vsi pozabljamo, ne. Boniteta države gre gor. Se pravi, obrestna mera je nižja. Je še nikoli ni bila takšna, ne? Nikoli. Legardova, ki je zame ena ključnih, ne, spoštljiva, ne, pride pa reče, ne, kako je Slovenija stabilna. Mi dobili mnenje, če se ne bi pljuvali med sabo, tudi v Evropi, ne, to, kar smo prej govorili, ne, na teh področjih, drugače je bilo pa en kup takih zahtev, ne, vsak bo nekaj pomembno. Vse te so dvali, ne, zeleno, pa ne vem kako rdečo, pa gor pa dol, ne. Ampak, ne, se v nas je vrnil, ne. Jaz pravim, ta vlada, kolikor je začelo slabo, ne, prvo leto pa pol dejstvo, ne, je na koncu dosegla konec mandata izjemen uspeh. Ves čas je govoril nekaj predčasnih volitev, pa ni pa ni, pa tretji, pa četrti, peti. No, in bom tudi danes govoril. Mi smo, takrat, če se spomnite, ne, prvi mandat 22 projektov ključnih, ne, objavili, ne, in ni bila tudi Ilirija, ne, tudi tržnica. Ilirija letos, po 20 letih, oziroma po 18 letih, ne, so pač nekaj zgodili. Naredili smo 2500 drugih projektov, pa ti smo pokazali, mi smo 90 napisanih po področjih, ne, tam gor je bila celo maketa, ne, ker so tele, tudi postaje gor not, čeprav ni naša. Ampak pravim, ne, če jaz gledam, ne, če začnem, ne, v tem, ne, kako je ljudem, moraš biti kontra, ne, ampak vsaj neka normala, ne. Ja, veste pa dali bombonček za volitve, ne. Vprašajte ljudi. Mi bomo pa dali dobrodelne namene. Jaz to delam brez tega, da politiziram kot tak, ne. Tako da meni je, pravim, torej jaz trdim, da je Golob v dejanjih, ne, postal izjemen primer. Jaz sem zdaj bil z Macronom, ko smo bili skupaj, ne. Ja. Vidim ta odnos, ki imajo, ne, kot da je, ne. To, da je recimo Maribor dal zdaj te najvišji ta nov center, ne, je meni prav. To, da je, zdaj sem šel na kolega, ne, to, da Maribor dela Rotovž, ne, ki je projektant naš podžupan, ne, ta Rotovž bo spremenil cel Maribor. Ker reka Drava je resna reka. Pa kot Drave boš ti prišel do peš cono so naredili. Mariborčan. Pa ne vem, ne, jaz sem Ljubljančan, ne vem, zakaj je tak, ne. Po tej logiki sem, ampak pravim, gledam to, kar se je zgodilo drugje, ne. Ja. In je končno povprečnina. A se kdo spomni prejšnjih, ne, ta povprečnina, ne, ki nam daje, v principu, to, kar mi zberemo, ne, pač največ zberemo, pokrijemo, ne, pol občin v Sloveniji, zdaj malo pretiram, pač tako je, ne, ker dobimo vsi isto povprečnino. Da so vsi trije predsedniki podpisali dogovor s finančnim ministrom, ne, za moj okus, izjemno dobro dela, ne.
Boštjančič, podpisali dogovor, ne, dobili smo eno novico, ne, v medijih, ne. Ko smo to delali pred prejšnjič, ne, ko sem tudi jaz sodeloval pri tem, ne, smo šli na konferenco, ne, je bilo vprašanje čisto ne, čisto nekaj drugega, zakaj ste pa to tam postavili prezident? Sem rekel, to ni zame, pa sem šel, sem končal, ne. Pa še enkrat pravim, dobre novice očitno niso dobre, ne, ali pa niso berljive, ne. Ja, to drži, to drži. Življenje to dokazuje. Ampak na zid se, kar ste našteli, se nam vendarle obetajo negotove marčevske parlamentarne volitve. Mogoče dodatno zato, ker sta na politični parket zdaj stopili še dve novi stranki, ne, Demokrati in Prerod. Pa me zanima, kako vi vidite njun program, kam jo umeščate in kje vidite njun domet? Moram priznati, ne, pa nočem biti žaljiv, ne. Jaz programa nisem videl, razen da se imamo radi. Ker tule smo si različni, ne. Jaz sem bil na enih parlamentarnih volitvah, ampak zelo jasnim, merljivim programom, ne. In tule nisem videl, kaj bo, ne. Vse se bo še razvijalo, časa še dosti, ampak vsak gre na volitve, pač računa na volivce, ne. Jaz mislim, da bo Golob vodil še naslednjo vlado. Ampak vendarle, kam umeščate recimo Demokrate pa Prerod? Kam bo šel, na katero stran? Ja, Janezu Janši. jasno. Ampak Kaj pa za levo ja, ja. Logar je bil moj protikant na enih volitvah. Takrat so pisali nekateri mediji, da je on zmagal. Ampak zmagal v tem, ne, da je dobil največ glasov od vseh volitev, dobil 29%. Resen protikandidat, je vedel, zakaj gre, je bister, ne. Potem je bil dober kandidat tudi na predsedniških volitvah, ne. Ampak če že govorimo o tem, ne, kako je on lahko, ne, zdaj, da rekel, ne bom šel z Janezom Janšo, bom šel pa z Golobom, jaz si tega ne predstavljam. Po vsem tem, ne, kaj se je dogajalo, ne, sam ni bil predsednik sveta stranke. To, če gledam predsedniške volitve, kdo ima malo spomin o tem, ne, v vsakem soočenju sta skupaj sedela. Kar ni bilo dobro za Logarja. Absolutno Logar spada v ta blok Janeza Janše. Absolutno. Mar za levo sredino ne bi bilo bolje, da bi se Vladimir Prebilič pridružil kateri od obstoječih strank, kot pa da je ustanovil svojo, namreč v igri je očitek, da se pač leva sredina ali pa Drobi, ne. leva drobi, ja. Dejstvo. In to lahko gre 5-6% prazno, ne. Ampak mi smo malo prezgodnji, ne. Jaz mislim, da dajmo tako rekel, ti ljudi ne moreš varati na dolgi rok. In ko bo prišel čas volitev, bo igrala tudi matematika. Tudi ljudje bodo videli, kam se kaj usmerja, ne bo glasove stran metali. To se je pokazalo tudi do zdaj, na koncu se tudi spremeni. Kakšna je potem vaša napoved? Levica, leva opcija, da ne bo kdo rekel Levica, da to Ne, ni, jasno, z malo. bo dobila Levica z volitve. malo. Bo dobila. To si jaz želim. Dajte mi odgovoriti na vprašanje, katera vlada v zgodovini samostojne Slovenije je na vas naredila največji vtis? Počakal bom, da minijo te volitve, bom rekel, ta vlada. Ampak zdaj sem zakaj sem šel? Probal sem zdaj razmišljati, da ne bom koga spustil. Jaz sem prišel, na Mercatorju je bil Drnovšek, ne, najprej bil Peterle, ne. Peterle je bil osamosvojitvena, potem Drnovškova. Ampak jaz sem s tem Drnovškova vlada. To je tako zanimivo, ne. Jaz sem hotel kot predsednik uprave Mercatorja prijeti Drnovška kot predsednika vlade. S tem, da nisem nič rabil, samo da mu povem, kako smo dobri. Da smo zdaj v Beogradu, da gremo tam, ne. Me ni sprejel. Kot predsednik države me je poklical, sva kolega Čerinov pri njemu, ne. In on je tako vedel o Mercatorju, ne, da sem jaz rekel, pa vi skoraj več v Mercatorju kot jaz, ne.
vi ste super direktor. Pa sem ga pa vprašal, zakaj mi niste prišel kot predsednik vlade? Po Drnovšku je prišel takrat Rop, ne? Rob. Nekaj, ampak je bil kratek namestni, ne? Ja. Takrat je Rop zgubil, ne? To so edine volitve, ki je dobil Janez Janša, ne? To je bilo leta 2004. Ja. Takrat je LDS bil zadnjič na volitvah. Ja, ampak pravim, dobil 2004 in to so edine volitve, ki je Janez Janša držal do konca. Potem so bile volitve 2008, ne? In takrat je bilo, je še vedno prvi predsednik naš je izjemen mislec. In tudi moram povedati, ne, kdo doživi politike, tako ravno doživlja še danes, tako spoštovanje se treba prekloniti. Kako ga imenoval Murgleski, ne vem, ne, ampak Stric in tako naprej, ja. stric, teta, karkoli, ne, tam. Ampak jaz gledam, kad pridem med ljudmi, ali ne gre na tržnico, ne gre v gostilno, ne gre na cesto, ne, in on takrat je bil poziv, ne, da se ne voli, ne, drugega, ne. Jaz sem pa naredil nekaj drugega, sem bil na sodišču, to sem plačal kazen. Naredil sem oder na Prešercu in povabil sem takrat 4 stranke. Pahorja, Katarino Kresal, Golobiča pa Erjavca. 3 so prišli, Erjavc ni prišel, ker ocenil pa že ne. Smo si tam gor na odru, ne, poziv volitev, ne, potem je bila zabava, ne, pridite na Prešernov trg, ne, ker nisem prijavil na zabavo, ne, so me v Kočevju kaznovali, sem plačal 20 € kazni. Zdaj pa gremo na vaše. Pole, samo moment pole, jaz pa čas pole bilo po tej vladi, Jaz tudi. on je odstopil, on je fenomen. On je odstopil od vlade, so ga zamenjali v stranki, pa zmagal kot predsednik. Vse v tistem letu. Pa sem se jaz javil, ne. 2011, ne. Tisto je bilo mojih najlepših 6 tednov v življenju. Dopoldne župan, polne kombi, sendvič, pa po Sloveniji. Srečno razdalje kratke. Spoznal dobrino, ne. Tudi v gostilni, ne, v Prekmurju, ne, so glih trgatev končali, so bili sami Janševi gostilni. Jaz sem dal za rudo, oni so rekli, so skoraj pojedli, sem rekel, tisto je najlepše, kar še malo ostane, ne. Bom jaz zmagal. Ampak tisti normalni odnos, tisto je bilo res lepo, no, tisto je, nisem sestavil vlade, kaj druge, mogoče dopisal kakšno to knjigo. In knjigo? mogoče bo dopisal, pravim, jaz ne. Ne. In pol je prišel, ne, spet Janez, ne, v tisti, takrat se jaz v bistvu, ne, jaz sem bil 3 mesece v parlamentu, nikoli več. Prišel sem prvo, ko sem bil sem vedno do konca, poslušal vse in sem doživel nekaj, kar nikoli nisem mogel verjeti. Tako, ko se pogovarjamo, čisto normalno pride kamera, drugi človek, ne. In tistih 3 mesecih, ne, so oni hodili k meni, ne, zjutraj, ne, jaz trpel, oni trpeli, ne, sem šel nazaj se odločil, ne. Ampak tisto, ne, mi smo imeli, ko je Janša imel nagovor, na glasovanju prezidenta, mi smo imeli prijavljenih 14 ur. Smo bili največja stranka. Not. Pozna Slovenije. Ja. In sem jaz, ko on pač povedal svoje, sem rekel, mi mikamo, ne, našo razpravo, ne, mi mikamo našo razpravo, ne, pejte delati. Sviljanko se zahvaljujemo, gremo delati. So šli delati. Zastopaš, da minjaš sobo, ne vem pa, zastopaš, da minjaš ukom, ne. On je zamenjal tisti dan prvi, ne, kar se popolnoma Guliča. Ki je imel vprašanje o tak, ne. Ne bo povedal, da smo mi imeli v soboto parafirano pogodbo. Nas je bilo več. Vsak po 2 člana ali 3, ne. Glačič je zastopal SD, ker je bil Pahor v bolnici. Ko sem šel na obisk Pahorju, je rekel, če se ti ne bi javil, bi jaz zmagal na volitvah. Tam smo se v bistvu razšli pri predsedniku Državnega zbora, ker je SD, ki ima 10 glasov, brez da mi je povedal, ne. V petek smo delali skupaj, ne. Vse se zmenili. Oni so bili glavni pisci programa, ne. Smo si blizu, vsaj jaz po duši, ne.
Jaz sem levičar iz 2 razlogov. Zgodovina spoštovanja, ne, partizanov, vedno so bili partizani kot Nemci, ne, in drugo, spoštovanje sodelavcev. To je zame levičarstvo. Človek prvi kapital. Potem je bil, ne, je to zelo zanimiv, ne, Erjavec, Desus, ki je podpisal, je bil Virant, ki je podpisal, Šušteršič, ne. In kdo mi manjka? 4. Virant, SD, to so te 4, ne. Desus, pa mi, ne. Kaj pa Golobič? Ne. Ga ni bilo več. Oziroma zares. Ga ni bilo, on je Ni prišel bilo več. prej. No, in to je bilo v soboto večer. Že mesta podeljene. Eni so še jim, da jim ne dajo. Parafirano, ne podpisano, da bi zdaj porabil. parafirano, saj, drži. Ne, nedeljo je bil, gremo na Dražgoš. Točno. In jaz se pripravljam, pride naš šofer, direktor Vasja Butina me čaka v avtu, ne, pozvoni telefon. Gregor Virant. Mi smo sosedje bili. Vem. On je bratranec moje žene. Očeta sta brata. Zoran, a me boš pustil za predsednika državnega zbora? Rekel, si napisan not. Ja, pa jaz da ima nekaj, rekel, si napisan not. Njegova se že moja žena, ne, stiš med njega, ne, prav, a moj bratranec ramo za jokanje. To je bila nedelja dopoldne. 10. V ponedeljek me je klical 5 do 7 zvečer, ne, 5 minut prej, da ne bom presenečen, pa bo objavil, ne, da šel z Janšo. O tem se ne znam pogajati. Jaz sem se z vsemi, tudi NSI-jem, 3-krat smo sedeli skupaj. SLS smo se tudi zmenili. NSI ne, smo rekli ne, v redu, ne, SLS ja. No, Hipotetično. Hipotetično. Ne, so bili tle na pogajanjih, ne pa nas, ne. Pa bi jih vzel. So se premislili, ne. SDS ne, nismo govorili nikom, ne. No, je pa prišel Janša, ne, ki je tudi malo šel, ne. Je še danes pravim, ne. Največja škoda, da sem bil z istem čovnu z njem, KPK. Me niso očigali. Je to potrjeno. To, kar je zdaj Evropska komisija, oziroma Evropsko je zavrnilo, procesno so prav naredili. Nič drugega. Vsi so bili. Jaz sem samo, to je tudi pol ta Štefanec, ne, še napisal, pa Zoran Janković nikoli ni bil problem vir denarja. Jaz sem šel z 20 milijoni iz Mercatorja. Ni javil spremembe. Pa rečem, vosko, dragi moj, ne. Ti imaš zdaj kredit, tam mi ga vrneš. Meni se nič ne spremeni. Kredit se mi zmanjša, ne, dobim gotovino. To je ta, ne. No in to je bilo tisto slabo obdobje tak, ne. Pol je Janša šel, ne, prišla Alenka, ne. Ful dober nastop je imela. Midva 10 let nisva govorila. Alenka zdaj svoj del dobro pravila. 10 let nisva govorila. Imata korektne odnose zdaj. Ful. Ker dela zdaj dobro, ne. Takrat je pač, od takrat, ko smo skupaj, jaz sem odstopil, predsednik, da lahko ona tam, ne, ful, da takrat smo skupaj sestavljali vlado, ne, imena s našo zvani, ne. Pol je bil, pa naslednji je bil. Pa Virfanu si takrat tudi nekaj zameril, ne. Pero Virfan, ki je vse ful, jaz sem ga postavil v Maribor, ker nam je manjkal moški Maribor, se nam dolgo, ne. Da je kandidiral v Mariboru. Je na dolgo pol so tam, ne. Pero Virfan je en trenutku rekel, da nisva nikoli bila prijatelja, ne. Pa v svoji knjigi sem edini funkcionar 3-krat omenjen, ne. Ker se nisva obiskovala na domu. Jaz res ne hodim na obiske, ne. Nikomur, ne. No, ampak pol je pa prišel Cerar in takrat tisto, ko je bila problem korupcije, ne, Miro Cerar absolutno ima vse v rokah, kar se tega tiče, ne, je on zelo BP. Jaz sem šel voščet, čestitati, tak, ne. Pol je on nehal. Šarec. Šarec, ne, ki je tudi kratko obdobje, ne.
ki ga zajevajo, da je vrgel puško koruzo, pač ni ocenil teh dogovorov od zadaj. Saj je, ne. Saj je vrgel. Ja, prosti. Manjšinska vlada je bila to v samem bistvu, ni bilo v parlamentu matematike. Ja, saj pravim, ne, a pa pol prišel spet Janša, ne. Ja, odprl moj vrata, ja. Naš bo pa zrihtal, naš je zrihtal. Ampak pravim še enkrat, če zdaj gledamo, ne, ko to gledamo, no, pa se še enkrat vrnemo nazaj, ne. Rezultati, ne, te vlade so absolutno najboljši. Če vse štem, pa tega nam ponovil, ne, lepo prosim, no. Jaz sem rekel, en drug stav, pa bom zdaj rekel, prve 2 leti so bili preveč evforični od zmage. Kdo nam pa kaj more, ne. To je fakt. Prve 2 leti, jaz sem drugo besedo uporabil, ne evforični. Tako domač. Ampak, zdaj so pa rezultati, zdaj se pa v bistvu se zlaga zadeva. Ok, politiko smo podelali, pejmo na področje pravosodnih postopkov. Tu bi lahko napisali Vojno in mir, ampak dajmo to v skrajšani obliki. Ja. Se pravi, iz Mercatorja ste prinesli 2 postopka, se pravi Niš pa Delnice, če se prav spomnim. Ta 2 sta zaključena, se pravi, glede Mercatorja je kakšen epilog. Bom pokazal, kaj to vodim. V bistvu je bilo, tožilec je bil Jaka Brezigar, mlad, pravnomočno zaključeno, osvobojen, ne. Mene trenutno sem jaz rekel, mi smo bili 4 v postopku, da ne bi se razdelili, ne, 60 000, 15 000 na mesec. 15 000 posebej. Moja plača je bila 20 000. Pa sem rekel, ne, a si vi res predstavljate, da 15 000 je šel nekaj narediti. Zaključeno, šlo je, mislim, celo do Vrhovnega sodišča, BP. Delnice so tudi zaključene. Prosim? Delnice KLM naložbe, se mi zdi, da je bil en sodni postopek. Tiste je bilo pa dobro. KLM, probali so nekaj, pa delnice so bile, ne, pač to je podjetje, ki je bilo ustanovljeno, sem jaz prinesel delnice. To je tisto, kar sem prej razlagal, ne. Ok. V županovanju, če sem prav seštel, je bilo 6 sodnih postopkov. Eni so končani, eni pa še ne. Ali imate vi kakšno drugo štetje? Ne, jaz sem mislil štetje, ne, tam ne, pa bom pokazal, ne, kad to pokazal, bom tam ne, bomo šli pol še s na kavo, no. Pokazal, to boš videl, ne, kako je. Ne, ker je v bistvu, 4 so pravnomočno zaključeni, en je vrnjen na ponovno sojenje, ne, to je tisto, kar sem rekel, evropska sredstva, ne, da sem en dan prezgodaj podpisal pogodbo. Pri čemer, ne, zdaj bom pa tako rekel, kar je zelo zanimivo, mi smo bili osvobojeni, pa se tožilka predložila, pa so bili na ponovno sojenje, kar v redu, zdaj smo pač na začetku. Na strani ministrstva, ne, tisti, ki so sprejemali pogodbo, ko je bil Lukšič minister, ne, so bili tudi osvobojeni. Vodja nadzora pri nas, ne, v tem postopku, ne, je pred podpisom, preden jaz podpišem, ne, pa naši, ne, je osvobojen, ne. Tako da ta se vrača, enega se sploh še ni začel, ne. Strojnica ali kaj, nek poslovni prostor, majhen ali? Ne, to je bilo z garažno mesta pa to, ne, tako da ne. En se še ni začel, to je hladilnica, ne, kjer je, sta se dnila 2, ne, ampak te hladilnice, pravim, se še ni začel, ne. Kaj mi očital, niti ne vem. Ampak res, to je to, ne, sta še 2 odprta, ne, in zdaj grem na novega. Preiskava. Zgodba gre pa taka, ne. 2 moja sodelavca, kot primer, tule se začne, ne, ki so jih sledili. En je zdaj Babič, ne, prej v upravni enoti, ne, zdaj LPT direktor, drugi je pa Lubej, ki je bil pomočnik direktorja v tem in se pogovarjajo. To bo pa župan uredil. Potem še ena od teh 2, mama od teh 2 reče, a ne more to šerif urediti. Torej, mene ni, tretji se pogovarja o meni, ne. In potem vpraša ta policaj, ki je bil, ne, iz Braslovč, ne, pride pa reče župan, saj nismo sledili, ampak karkoli smo gledali, 300 strani je tega, kar so poslušali pa napisali, ne. Ste bili ven padli.
Veste, zrihtal 106 000 evrov donacije, a mi dal Popovič. Se ga prisilil, ne, to je, da sem zrihtal v redu, ker jaz vse pozivam, ampak sem ga prisilil. 20 000 cerkvi, jaz kada ateist. 36 000 Anite Ogulin za otroke, ne. Evi Terčelj, naše kanuistke, ne vem, desetove. In pol napišejo stavek, ne. Ja, vsi so dobili donacijo, pri tem pa župan ni oškodoval proračuna. Ko se vi me hvalite, to zdaj pišemo. In na tem zaslišču nas je bilo 19 v vrsti. Jaz sem bil 16. Pa še iz holdinga, 719, ne. Direktor holdinga, direktor energetike, direktor Luke Snage. Zdaj, to, kar sem dobil, ne, pravim, jaz grem, se ne opravičujem, ne, kaj se dosti velik tork, ne vem, 9, 10. Sodišče, jaz sem zdaj prvi v vrsti. Se pravi, prvo obtoženi je postal Zoran Janković. Ja, ker nisem imel nič. Tam očital, da je nekdo iz upravne enote, Lotrič, dobil provizijo, čisto direkt povedano, ne. Jaz sem ga, ne vem, če sem ga kdaj videl. In zdaj se stvar odvija naprej, zelo zanimivo, ne. Dve naši podjetji, energetika pa Luka sta dala, ne, po 300 evrov sponzorstva, Futbolskega kluba Olimpije. Imamo sklep skupščine, 7 županom. Mestna občina ima 18% holding lastništva, ostalih 6-12%. Na predlog, ne moj, da se daje premalo za šport. Škofelj je rekel, mi imamo edini šport rokomet, več morate dati, samostojno odločati tam. Pa je zanimivo, da direktor holdinga, odličen, ki bi tudi zaslišal, ga ni več v postopku. Se pravi, če zdaj govorimo na organizacijo trgov podjetja, ne, on je odgovoren za te direktorji, 40 podjetij morajo poročati direktorju. 2 sta kriva, on pa ni kriv, ne. Mislim, noben ni kriv, 2 so osumljena, ne. Tako da pravim, to je zdaj nova stvar, top se odvira, ne. Enostavno mislim, je prijeten hoditi. Ampak grem. A kako se spopadate s temi postopki, z nenehnimi vabljenji, mislim, V bistvu je, če tako rečem, ne, jaz sem vsa pričevanja poslušal, nikoli nisem manjkal. Sem hodil z mano kot zainteresirana javnost, ne, zdaj bi lahko že v bistvu pisala knjigo o tem. Enostavno koncentracijo dobro poslušam, redko da imaš preko, da kaj govoriš, ampak poslušaš kaj drugega, tako, kot sem prej razlagal za Stožce, ne. Če bi to prej slišal, bi jaz tožil, ne, zakaj niso ostali ti sprediti. Nima kaj, ne, bolj probleme, ne, da sem jaz v javnosti prej obsojen. A pa se vrnemo na primer farmacevtke. To tipiš, ene niso sledili za farmacevtke. So mi hoteli dokazati nek dar, ne. Ja, spomnim. Še nikoli nima tega denarja. Vproščen. Pa je prišla ven farmacevtka. Pogovore. Pa so imeli, bi rekel, ne, si ljubila, če 5-6. Zavrnjeno vse. Pol je bilo tisto, da so prišli iz Beograda, mi 3, ne, sem je. In na novinarski konferenci, jaz sem takrat bi moral iti v Sarajevo na eno predavanje, ne, ker smo to prebrali v Beogradu, ne, smo se vrnili v Ljubljano, je bilo njih 15 kamer spredje. Zdaj sem zmenil, o čem vi zdaj sprašujete? Kaznivo dejanje, absolutno ne. Kaj hoče, kaj več vedeti? Ja, pa se vprašati, kaj je vaše vprašanje, ne. In to je tudi tlele, zdajle, prej sem prišel, ne, bi prinesla en resen časopis, Domovina nekaj, ne. Ja, zelo resen, ja. Ful, ne. Več jezikih. Ampak on je zdaj že napisal, ne, to. Izvedeli smo. In kaj za zvest, ne, saj jaz imam v uradno vabilo, jaz sem prebral 300 strani tega. Bere se kot kriminalka. Ko je napisano kot kriminalka, samo red pol tem delati, ne, nagrado za kakšno knjigo svojo, ne. Pa bom veseljem pokazal, ne pozabiti, pa bi res rad. Ena stvar je,
te postopke, ne, ker jih vodim, da boste videli, kako vodim pri nas na mizi, druga stvar je pa C0 pokazal. Samo da boste imeli sliko na druge. Evo, iz pravosodja še eno vprašanje. Do zdaj je na sodišču ste bili oproščeni v vseh zadevah, če sem prav razumel. Kaj bi se pa zgodilo, če bi recimo, da pride do Vrhovnega sodišča in je Zoran Janković obsojen? Absolutno bi šel, tudi ne bi ogovarjal. Pa povem, ne. Moje stališče, ste me kdaj slišali, v kateremkoli primeru rekel, kaj če sodišče. Nikoli. To je edini kraj, kjer je svojo pravico lahko dosežem. Ker ga gremo na ulico, kdo je močnejši, kdo ima več orožja. Se pravi, krivosodje ne verjamete, oziroma... Zdaj, ko je bilo ta pogovor, ko so Romi pretepli enega našega krajana starega 72 let na Nemški cesti. Sem jaz šel tisti dan po dogovoru najprej s trojnim popahnim, ne. In tam je prišlo enih 15 ljudi, ne. Jaz sem 15 do 4 prišel 5 minut prej, ker smo prej končali, ne, sem moral čakati, da prišel vsi ob 4. Vključno s tem odvetnikom, ki je C0 za njih, ne. In na enem trenutku, ne, ta gospod je doživel ta napad, kar je nedopustno, je rekel, policija dobro opravlja svoje delo. Naslednji dan je imela vse pisano, je vedel, eden je bil iz Novega mesta, pa ne, da bi zdaj spet, kaj se vračam, ampak slučajno piše se Grm, ne. In potem, ne, sem šel jaz tožiti, da sodišče to razlaga. In sodišče me je zavrnilo. In jaz tem razlagam točno to, vsem rečem, to je edini kraj, kjer lahko dobiš pravico, jaz drugo ne poznam. No, ena gospa, ne, tudi tajnih let, je rekla, vsi vemo, da so sodišča podkupljena. Gospa, mislite v Celju. Lepo se imejte, pa dio pa sem šel. Arogantno sem šel. Tako da, nikaj, jaz druga ne poznam. Zdaj je ena prednost, do zdaj sem jaz sam plačeval odvetnika. Te spremena zakonodaja. Ker za sodelavce lahko plačujemo, odvetnika ne, same ne, zdaj lahko dozame. Je sprememba. So bila tudi vprašanja, ne. Če kar izvolite, vse račune. Ste kdaj sešteli vse pozive, ure, ki ste jih zaradi tega izgubili? Tudi probo nisem. Da gre to, nekdo misli tako lahko, ne. Kaj pa tiste ure priprava, kaj pa tiste ure, ko doma sediš, pa ne moreš. V bistvu, kaj te teži, obe to teži, ne. Kaj poslušaš tožilko, kaj razlaga, evo. Da zdaj mi smo poslušali, ne. Jaz rečem, želi se ti moraš vprašati, s kom živiš. Kaj mi vse očita. Ampak razen unega prvega preiskave tam, ne, se pravi, niš, da bi 15 ur se bil, ne, padlo, ne. Pa proba so dobiti mene v prisluhih, ne, da bi KPL, ne, mislim, da KPL, CPL dal nek dar, ne. Nikjer drugje. Oni napišejo, da bi jaz karkoli bil. Tudi takrat, ko sem bil obsojen, ne, obtožen, ne obsojen. Korupcijo, ker je Gratel dal Ljubljanskemu gradu donacijo. Čakajte, to je moj nalog. Probam to razložiti po Evropi, ne. Saj so vse pozivam, te del v Ljubljani, ne, del dajte sociali, kulturi, športu, dajte okolju, ne. Skratka, ni neoškodovanja, ne okoriščanja. Ne, ne. Gospod župan, tudi najdober prijatelj Ivo Denev pravi, da je treba odnehati, ko si na vrhuncu. Takrat te ljudje ohranijo v lepem spominu in tako naprej. A sodite, da ste še vedno na vrhuncu? Da. Po kondiciji, po idejah, po delovnosti, absolutno da. Pa celo, ne, da bom tako rekel, ne, prej sem razlagal v vladi, ne, zdaj tudi se bo, jaz sem tukaj ta mesec 19 let. 19 let je bilo 17. novembra.
Ampak potem, kar zdaj preplavim vizijo 2045, ne bo vodovodu. Ta me ko motivira. Jaz do zdaj si recimo nisem nikoli domišljal, da bi LPP, 5 hektarjev zemlje zazidljive, spremenil v park. Kaj pomeni absolutno dodano vrednost za tisti del Šiške. Ta Ljubljanca, 5 let, dvigne se zapornice tle, kar bo že drugo let, nove zapornice pri toplarni oziroma pri portalu, da bo lažje, tole vodno lesene ladjice na sončni pogon, pa nazaj po Grubarju. Pa življenje dol. Sežigalnica 70% samozadostnost. Se mi zdi, tak motiv, da je, ko smo govorili o drevesih, ne. Mi imamo 60,000 dreves v cestah na računalniku. Po čem želite, da bi se vas Ljubljana in Ljubljančani spominjali? Pa ne govorim o pretekliku zdaj. Ne, jaz Nekoč bo pravim, nastopil. vsak si bo sam odločil, ne, pa jaz tudi pravim, ne, do teh nekih novih, ne, mestnih svetnikih, ne. Pravzaprav dobiti 60% na 6 volitvah in več, ne. Dajmo malo pogledati, no. Tak, ne. 10 in več kandidatov. Kaj pomeni, da me tam niso volili tudi SDS-ovi, zdaj sem rekel SDS ali pa NSi-jevi. Jaz zdaj se jem dobre odnose. Pa nimam težav z njimi, ne, še enkrat pravim, ne. Ker govorimo o tem, kaj bo ostalo v Ljubljani. Vsak si bo sam svoje vzel, ne. Evo, prišel je zdaj komisar. Čak ti lepe boš. 20 hektarjev peš cone. Je ni v Evropi. Je ni v Evropi take velikosti. Ne glede, koliko je mesto veliko. 20 hektarjev peš cone. Zaprte za promet. Kamar šteje, gremo gledati. Če smo pa z 2 hektarji. Pa to še širimo, ne. In v bistvu je zdaj, če to gledam, ne, po vseh vabilih ne bi hodil do Dubaja, do Dohe, ne, do Bruslja, da razlagati o tem, ne, pa jaz nerad potujem, ne, meni je tle najlepše, ne. Nas tujina nam povprečju izkazuje veliko večjo, ne, hvaležnost kot, ampak zakaj, ne? Ker teh 60% običajno tih. To je naš župan, ne, a vam povem, koliko sem imel ta teden, ne, razgovorov za poroke. Ker vsak, ki se mi hoče, da ga poročim, ga povabim sebi. In če najdem nerjo pol tam. To se mi je razlagal, kako je to, ja. Naredil sem 600 porok. Da enega recimo 50 let, malo heci. Ker pol rečem, ker on je šel dol v vhodu strašiti, ne. Pa samo 4% ločenih, ne. Ampak hočem povedati, ne, da Koliko procentov samo? 4. Bravo. Dobra statistika. Ja, dobra. Pravim, sej, Boljša kot ona. jaz sem prepričan, da sem en najboljši kader v tej državi. Tudi vse nove sodelavce izbran tam. In to vprašanje, to je zelo težko, no, ampak take, ne. Pa imaš po v bistvu 20%, ki škoda čas izgubljati. Tam sem aroganten. Skaj se ukvarjal z enim princem. Sem mu rekel, pri tenem 2 sejem, ne, na začetku, ne, po doktor Bučarju, tle ne bo šafne guncu. Zdaj si gustno 1 uro, oni tu čupijo pol 3 do pol 4. Pojejo, pijejo, govorijo, ne, tle prineso hišo. 500-150 ljudi, odvisno vremena, ne, ki pripeljejo, tle ne boš. Potem je tu časa, ne, in pač imamo poslovnik, da so ga izključil seje. Čakal, da šel seje, ne, in naftne gunca. Pa z njim, me pa sreči njegov sin, ne, ki je, Ja, poznamo. ne, pri Janezu Levcu je, v naši šoli, ne, vsemi potrebami. Ker imamo tle sreča, ne, pri drugem vodaku, 5 minut, mano, ne. Pa si bil pa na Safuzu, pa smo čez 15 njimi, ne. On je stal stran, ne. Greva, ne, tam on ni hotel, ne. Hočem povedati, da to je tam 20% ljudi, ne,
je pa preplašenih obesne, se pa vredno truditi in razložiti konkretno C0. Zdaj pokazal, ne posebej povedal, sem pokazal eno sliko. Ste videli to sliko, ne? Ste pol povedali, kaj ne. Tako da pravim, to je, pa pokazujemo tudi vse na spletni strani, ampak jaz imam še original, vse moje so deposesije na spletni strani. Naši. Moj izvod je pa to, kar ni na spletni strani. Ker piše, kdo je bil sestava višjega pa vrhovnega sodišča. Tudi Zobec. Tam, ker sem osvobojen, ne. To držim pa jaz na mizi, zelo pravim. Drugače pa na spletni strani ne se njim imeti. Pa poslala spletno stran, ker so vsi procesi not. Prekoračili smo 2 uri, župan. Zadnje vprašanje. Če bi bil danes 9. maj, pa smo na Ljubljanskem gradu, 9. maj 26, kaj bi sporočil? Tega odgovora ne bo. Vem, da ga ne bo. Ampak tudi to sem že povedal, zakaj tega odgovora. V času covida sem jaz gledal Bidna. Jaz sem podpornik demokratov. Ker revež ni vedel, kaj imel za zajtrk. Se rekel mojem najbližjem tam, ne, pa doma se rekel, ne mi dovolj, da bi bil Biden. Zaenkrat nič kaže, njihov računalnik, ne, pa moj spomin oziroma sem boljši. Finance, nima računalnika, ne vem, nisem bil še prej pokazal, ne. Tudi ta pogovor je to pokazal. Je ni številka, ker ne vedo, ampak in takrat sem rekel 9. maja, jaz ne rabim program, ker se kaj domislil moram, ne, in bom povedal tako in bom tako naredil, da to bo prvič, da bom šel na Orle, ker 7. maja bom povedal te najožji, ne, 8. maja ob 11. to že vem, ne bom povedal vsem 70 direktorjem in po obenih 78 ravnateljem. 9. bom povedal pa nagrado, karkoli se mu odloči. Hvala. Ampak je tako, zapovem tak, ne, to je moje življenje. To ni moja služba. Jaz sem bil 5. po koncu. To je moje življenje. Kako lepo. Če sem imel sindikate, ne, pa sem šel 5. popoldne gledati podhod pri Ajdovščini. Moj odvisnik. Je pa zdaj zaprl, da ne bo, ker vsak jutro pošljemo snago, da vse počisti. Naj takšno življenje traja še. Pa bomo videli, zaenkrat je dober, ne. Zaenkrat je v redu, ne, tako da ful hvala tudi za to željo in vprašanje. Hvala.